torej izmenjava mest pa je drug razpis, ki je v bistvu na voljo ves čas. Torej lani je bil odprt samo za določeno časovno obdobje, potem pa so se nekako na sekretariatu odločili, da omogočijo, da se izvede kadarkoli ta izmenjava, torej v bistvu tudi lahko tempirate prijavo glede na to, kdaj bi želeli to izmenjavo izvesti. Zakaj gre? Gre pa v bistvu za to, da torej neko mesto, ki ima neki problem, neki izziv, najde drugo mesto, ki pa ima rešitev za ta problem. Oziroma za katerega prepozna, da bi se lahko od njega nekaj naučilo. Prijavnica je zelo enostavna in pa glavna aktivnost je v bistvu obisk, torej 2 do 3 obiski so predvideni v okviru te izmenjave, dolgi 2 do 5 dni. In pa seveda vse prilagojeno potrebam mesta in pač temu izzivu, ki ga želi nasloviti. Kakšno vrsto podpore dobite? Torej prijavitelju EU krije stroške poti in dnevnic za do 4 osebe, partnerju pa za do 2 osebi. In pa stroške osebja, torej tudi samo za partnerja za do 2 osebi. Pri tem je pomembno povedati tudi, da lahko sodelujejo zunanji deležniki, torej tudi predstavniki organizacij, lokalnih pobud, ki niso zaposleni na občini, in pač to je treba samo ustrezno argumentirati v prijavnici. Kar se tiče strokovne podpore, tukaj ni samodejno, torej avtomatska, tako kot pri peer reviewju. Torej lahko se odločite, da imate moderatorja, ki nekako podpira ta proces izmenjave in učenja, lahko pa tudi ne. Kar se tiče iskanja partnerjev, je veliko različnih možnosti, tudi sekretariat vam lahko pomaga vzpostaviti stik s partnerskimi mesti. Kar se tiče prijave, podobno kot pri prejšnjem razpisu, seveda vsi dokumenti so na voljo na spletni strani. Tudi tukaj je možen individualni posvet s sekretariatom za podrobna vprašanja. Kar se tiče upravičencev, torej vršnika, tudi med njimi vseh teh 46 občin, ki ustrezajo glede na pogoje EU glede stopnje urbanizacije. V prijavi je treba definirati torej izzive, ki jih želite nasloviti s to izmenjavo. To so lahko tematski izzivi. Tukaj imamo navedenih nekaj primerov, recimo zelena infrastruktura, stanovanja, trajnostna mobilnost, zdravje v mestih, migranti, tako naprej. Lahko pa so ti izzivi operativni, torej neki delovni procesni izzivi. Torej, ali gre za vprašanje izvajanja strategij ali za evalvacijo, upravljanje s podatki, vključevanje javnosti, medsektorsko sodelovanje, torej res najširši nabor možnih izzivov. Tudi tukaj si lahko pomagate s portalom Portico, kjer so nekako te teme opredeljene. Torej, kar se tiče iskanja ustreznega partnerja, kar nekaj smo slišali o tem, da je to res pomembno, izbira pravega partnerja. Torej obstaja kar nekaj virov, kjer lahko najdete neke dobre prakse, torej to je podatkovna baza Urban Innovative Actions projektov, na portalu Portico je kar nekaj urbanih praks objavljenih. Potem je tudi spet ta priročnik se pojavi za trajnostne urbane strategije, kjer je kar nekaj primerov. Potem v tem Policy Atlasu of Sustainable Urban Development so spet študije primerov. Tudi Urbakt je lahko vir in lahko tudi tam najdete partnerje, torej med opisi dobrih praks. Tudi podatkovna baza Interreg Europe, torej kar nekaj virov. In pa potem na portalu Portico, to sem že omenila, je v bistvu ta Urban Community, kjer se lahko posamezniki, ki delujejo na področju urbanega razvoja, registrirajo, tam opredelite svoje teme. In tudi tam je v bistvu mogoče označiti, da iščete recimo partnerje za enega od razpisov.
Tako da to je lahko tudi en vir informacij. In pa seveda povprašajte nas, verbalne kontaktne točke, ali pa izpolnite obrazec, torej EU ima tudi nek spletni obrazec, ki ga lahko izpolnite in prosite v bistvu sekretarja, da vam pomaga najti ustreznega partnerja. Torej, kar se tiče prijave, nekako je sestavljena iz 5 poglavij, z najprej osnovne informacije, potem informacije o sodelujočih mestih. Tukaj treba potem opredeliti to prisotnost zunanjih deležnikov, če se za to odločite. Opisati morate svoje izzive in motivacijo, torej zakaj želite sodelovati v izmenjavi, in pa na koncu nekako je še, torej se opredeli delovni načrt in pa finančni načrt, in pa priložiti morate soglasja vseh sodelujočih. Kar se tiče evalvacije, je mogoče zanimivo to, da torej, ker je to stalen razpis, poteka neka prioritizacija prijav, če jih pride veliko naenkrat, glede na različne kriterije. Potem pa v bistvu se vrednotijo zunanji strokovnjaki in pa član sekretariata EU-ji, ki na to uskladita nek končni odziv, in pa možni so 3 potencialni rezultati, torej ali je prijava potrjena ali zavrnjena, to je večinoma predvsem torej, kadar je težava upravičenost ali pa če je res še prijava nedodelana, je pa tudi možnost ponovne predložitve. Torej, če sekretariat oceni, da je prijava dobra, ampak da ima še mogoče nekaj težav, da je treba na določenih mestih še izpopolniti, imate to možnost resubmission, tako da se na nek način na vezi s sekretariatom prijavo dodelate in jo potem ponovno dodate. Če ste bili potrjeni, kako poteka izvedba? Torej, na voljo imate 5 mesecev za izvedbo. Najprej je uvodni sestanek s sekretariatom, kjer imate seveda možnost, da še vse podrobnosti dorečete. Potem izberete moderatorja, če se zanj odločite. Potem pa že takoj na začetku tudi prejmete en tak paket za prijavitelje z vsemi dokumenti, tako da že takoj veste, v bistvu, kaj boste potem potrebovali za končno poročilo, da imate vse predloge že takoj na voljo. In pa seveda tudi pogodbo prejmete, ki je podpisana s strani ODFONS, ki je organ upravljanja tega pobude. In takoj lahko v bistvu začnete načrtovati srečanja s partnerji in izvajati različne aktivnosti. Kar se tiče poročanja, potem torej po 5 mesecih imate 1 mesec časa, da oddate poročilo z vsemi potrebnimi prilogami in potem dobite v bistvu povrnjene stroške. Potem pa teče še neko obdobje evalvacije, ki je nekako namenjeno evalvaciji te aktivnosti na eni strani in pa seveda tudi nekako vaši interni evalvaciji, koliko je bila ta izmenjava za vas koristna. To poteka nekaj 6 mesecev po koncu izmenjave, potem pa imate možnost v bistvu, da se ponovno prijavite in ponovno sodelujete v izmenjavah.